Ho, kako ste božički in božičke tam zunaj, ste danes že tekli. Evo, pogledajte si mojo novo in svežo opravo. Tako je, ja, majice že imam. Dobil sem jih svojo posest danes in čakajo tudi vas, dragi podporniki podcasta Zagret za tek. In če vam 15 evrov, če vam 15 evrov, pa še 3 evre za poštino ni odveč in bi s tem prispevkom podprli tale podcast, potem oddajte spodaj naročilo in tale majica, gledajte, ko je lušna, pride naslednji teden na vaš naslov, pa še paste, to imamo tudi žensko variacijo, katera si ne bi želela, take majice si danes že tekla. Hvala za tiste, ki si jih boste zaželeli. Serija je omejena, kot rečeno, naročila za pošiljke do novega leta sprejemam do nedelje, kasneje bomo stale pošiljali po novem letu. Božiček je bil zame vendarle pravočasen in tudi za vas bo to lep uvod v novo leto 2022. Kaj je na sporedu 74. epizode podcasta Zagret za tek? Še vedno tekaške skupine, seveda, ogromno vas je tam zunaj. Izbral sem naslednjih 7, ki sem jih uspel priklicati v tem predbožičnem času in danes sem torej predstavljam sledeče. Kje bom začel? V Mariboru, v Štajerski prestolnici, z mano je Aleš Berglez, ki vodi tekaško skupino Mariborski tekači. Aleš Berglez, znan tudi kot Aleš Vanga iz Maribora. Pozdravljen, živjo. Zdravo, pozdravljeni. Pozdrav vsem skupaj. Kakšno je kaj vreme v Štajerski prestolnici te dni, Aleš? Te dni je pa kičasto. Malo prej sem prišel za svojo psičko s Pohorja, tako da je bilo res fenomenalno. Zdajle si podražil vse, ki živijo v Ljubljanski kotlini in ob njej. Jaz sem malo višji na Gorenjskem in smo imeli tudi, se moram kar malo pohvaliti, lepo vreme zadnje dni. Upam, da bo še tako naprej, tudi čez praznike, morda še kakšen sneg. Ampak za tek je vedno dobro vreme, ali kako boš rekel. Aleš, ti si vodja tekaške skupine Mariborski tekači, zato se danes pogovarjava. Povej mi, kako ste kaj Mariborski tekači, kdaj ste nastali, koliko časa že funkcionirate in tečete tam okrog? Zdaj si me dobil, čeprav se jaz s temi letnicami nisem nikak dihal, ampak že kar nekaj let se družimo, bom rekel. Vse skupaj pa mislim, da je nastalo tam nekje 2015-2016 z projektom Pospeši ritem, s katerim smo se pripravljali na nočno desetko ponovadi in takrat je potem tista, bom rekel, pobuda ostala za to druženje. In potem smo mi nekako to nadaljevali, to zgodbo, bom rekel, vse do danes. Koliko tekačev pa trenutno recimo združuje ta tvoja vaša skupina? Zdaj, bom rekel, trenutno, ko je zima, se vsi bolj ali manj nas je rednih, bom rekel, enih 5-6, ostali ali so za sebe, bom rekel, tečejo ali sanirajo kakšne poškodbe ali bolj poudarjajo vaja moč, teda nas je čisto različno na tekih, kaj se tiče druženja. Ampak smo pa v stiku, se preko socialnih omrežjih bodrimo drug drugega, spremljamo tudi drug drugega, tako da smo kar aktivni. Predpostavljam, da vas je potem spomladi, poleti in jeseni bistveno več in da se najbrž tudi ciljno pripravljate za kakšne tekaške prireditve, bom rekel, po Sloveniji in še kje. Točno tako, mislim reči tudi, da po zimi marsikdo tudi reče, da si vzame pavzo, da ne teče, Potem spomladi pa v tistih poletnih mesecih pa ne se več. Je pa fajn tudi, da imamo neki cilj, da se za nekaj pripravljamo, in potem je dosti lažje v družbi to delati, kot vsak posamezno. Teda potem nas je posledično več. Teda se bomo letos tudi pripravili na 25. junij, ki smo bili zelo veseli pred kratkim maila, da bo spet nočna desetka na Bledu. Teda vsi že nestrpno čakamo. Ja,
Na božični dan bo točno pol leta do nočne desetke 2022, držimo pesti in fige in vse ostalo, ne, da nam bodo bom rekel, vsi bogovi in vsa vremena naklonjena, pa tudi ukrepi koronski in tako naprej. Na vsak način bomo nekaj naredili. Dobrodošli boste seveda v prvi vrsti tudi mariborski tekači, ki vsako leto zahajate k nam. Najbrž, kdo ki zdaj posluša in ga zanima, je iz Maribora, z okolice. Povej mi, kdo se lahko recimo priključi še vaši skupini? So novinci dobrodošli? S kakšnimi tekači imate opravka? So to, bom rekel, homogene skupine, so to ljudje, ki so različne priprave, se potem skupaj tečete, ali kako imate to organizirano? Pri nas so vsi dobrodošli, tako začetniki, kot tudi, bom rekel, že na pol taki rekreativni profiči. Teda, ja, za vsakega se najde tempo, jaz pravim, ne? Samo da je volja, ker je volja, tam je pot. Teda vsakega, bom rekel, sprejmemo v svojo sredino, teda sploh ne preferiramo nobenega, da pa zdaj mora imeti ne vem koliko kilometrov za sabo, to sploh ni res. Če je treba, tudi hodimo, tečemo, vem svojih začetkov, kako sem jaz začel, da sem prvo malo tekel, pa spet hodil, pa spet tekel in tako potem priješ počasi do neke, bom rekel, kilometrine, ne? Ampak potem tudi do desetke, pol maratona in na koncu tudi maratona. Najbrž imate določene dneve, ko se dobivate in tečete določene ure in tudi kraj, kjer se zbirate. Kje bi vas, če bi se jaz recimo oglasil v Mariboru, kateri dan in kje bi vas našel, da bi se lahko, bom rekel, v teku priključil tudi k vam? Vsak se lahko priključi k nam, vsak torek in četrtek ob 18. uri. Zdaj v zimskem času je naš meeting point pred Ledno dvorano, oziroma na parkirišču med Ledno dvorano in dvorano Tabor v Mariboru. To mislim, da je kar taka fajn točka, zato ker zdaj po zimi tečemo po osvetljenih pločnikih, tam okoli Nove vasi, Borove vasi, vse tja do vznožja Pohorja. Prednost pa je tudi ta, da so, bom rekel, pločniki fajn očiščeni, osvetljeni, teda sploh ni nobenega problema. V poletnih mesecih pa se zbiramo pri 3 ribnikih, tam pa tudi kombiniramo z kakimi traili, od Piramide, Urbana, Kalvarije, pa vse te tudi do Drave, dol gremo ob Dravi, Mariborski otok, Kamnica, Bresternica. Teda je, bom rekel, zelo, zelo pestra izbira, ne? Tudi med vikendi pa se zmenimo individualno za kakšne daljše teke, ali pa, bom rekel, kakšen pohod na Pohorje. Tako da pri nas je vsak dobrodošel, kdo da kako pobudo, idejo, teda smo taki, bom rekel, norci in se potem skupno tega udeležimo, ne. Ne dvomim, da ta vaša druženja tudi izven teka potem potekajo, pa da počnete še kakšne druge stvari skupaj, ne, glede na to, da so večino tekaških skupin, s katerim se pogovarjam, potem imajo še neka druga druženja. Tudi. Zdaj mogoče v tem, bom rekel, korona času se glih preveč ne družimo, tako da tudi letos nismo organizirali nekega zaključka s tem namenom, da ja ne je prišlo še do več okužb in vsega tega, ne. Poskušamo biti odgovorni. Tudi na naših, bom rekel, tekaških druženjih upoštevamo to distanco, pa vse, kar mora biti, tako da smo, kaj se tiče tega, upoštevamo vse ukrepe. Super, no. Veliko ste povedala, zdaj pa sam še malo, nekaj sem se zdaj spomnil, ko si govoril, vem, da si sam navdušen maratonec, vem, da si tudi izbiralec zvezdic Marathon Majors. Enkrat sem te videl po televiziji, ko so te pošiljali v New York. Koliko Marathon Majorsov si že odtekel in kateri ti najbolj sto v spominu in kam ciljaš na naslednjo destinacijo? Trenutno sem na 50%. To pomeni, da sem odtekel 3 od 6, seveda, ne. To se pravi, tisto, ko sem videl po televiziji, tisto je bilo ena fantastična avantura New York leta 2017. Potem naslednje leto, pa mislim, da sem celo v New Yorku v hotelski sobi oddal, bom rekel, loteri tiket za Berlin naslednje leto, ne. In sem bil izžreban, teda sem potem 2018 odtekel Berlin, takrat tudi svoj osebni rekord. Potem pa vmes pa seveda sem dajal še za druge.
Pa bom rekel, sem se prijavil na druge te velike maratone, nikdar nisem bil žreban, teda sem potem naslednjem letu pa si kupil to štartnino preko vas Vitezov, ne, za London, ki pa je žal takrat odpadlo zaradi COVID situacije, ne, in sem to odtekel letos, oktobra. Zdaj ti ostane še Boston, Chicago, pa Tokio, evo, kam si se zapičil naslednjič, da greš? Zdaj sem glih prejšnji mesec se predstavil Chicago, sem bil tudi žreban, ampak sem se odločil, da drugo leto ne, bom pa šel potem leta 2023. Seveda, če bo vse po sreči, pa če bo situacija taka, ko je zdaj, da bo boljša. Torej, naslednje je Chicago. No, ti maraton majorsi so očitno odlična motivacija v tem za treninge, ki jih boš imel v naslednjih letih. No, jaz te bom spremljal pri tvojem zbiranju zvezdic. Upam, da prehitro ne dodajo še kakšne, no, tem 6, ne, kar se govori, ampak super podvigi so to, odlično. Rekel, zahvalil se ti bom za konec še, povejva, prosim te, prej si že omenil, ko so se pogovarjala pred snemanjem, imate svojo Facebook skupino, kje te in vas tekači še najdejo, kje se lahko zanimajo, o čem več, kako se priključiti, kaj še počnete, da vidijo, če je to za njih in da lahko potem pridejo tudi v živo. Najlažje je preko socialnega omrežja Facebook, tam nas lahko tudi kontaktirajo na privat. Pisno, da je tam ena številka objavljena, pa e-mail, da tudi lahko pišejo, torej sploh ni problema stopiti v kontakt z nami, ne. Vsak je dobrodošel, tudi če bo kdo iz gorenjskega, ljubljanskega konca, na totem našem koncu je dobrodošel vsak torek in četrtek v našo skupino, da naredimo kakšen skup kilometer. Odlično si tole povedal. Evo, jaz polinkam Facebook stran vaše skupine, spodaj v opisu epizode, povabimo se tudi v Maribor. Aleš, hvala ti za vse. Super, si se javljal. Hvala Marko za povabilo. Zdaj, če ne prej, se definitivno vidva čez pol leta na Bledu, računam pa, da že prej na kakšni slovenski tekaški prireditvi, recimo v Istri ali pa v Radencih ali pa še kje, no, in rečeva še kakšno o Marathon Majorsih, recimo. Evo. Super, sem takoj za. Aleš, lep pozdrav v Maribor, hvala ti. Hvala lepa, adijo. Čau. Kaj je bilo novega, ki je na terenu v mesecu, ko se tudi večina zagrizenih tekačev tam zunaj pusti malo razvajati, pa lenari, pa kak teden ali dva pusti teku, nemar. Ja, tudi decembra se je tekmovalo, dobili smo prav pred kratkim nova državna prvaka na 100 km, pravzaprav prva v zgodovini Slovenije, med moškimi pričakovano prvi favorit, ki je bil preteklo oddajo moj gost, ja, Luka Videtič. Zmagal je 7:37, ni imel prave konkurence, za drugo mesto pa se je vnel kar vroč boj, samo sekundo narazen sta bila Marko Tomažin in Adriano Vrbetič, oba pod 8 urami. Pri dekletih je kar malo presenetila moja gosta iz predprejšnje oddaje, Martina Potrč, ki je s taktičnim tekom in časom 8:32 za 7 minut ugnala našo najbolj znano ultrašico Natašo Robnik. Tretja je bila še ena odlična ultra trejlašica Alenka Pavc. Tek na 75 km pri solo tekačih je dobil Nejc Pikl, tek na 50 km pa Miha Petek. Pri ženskah je tek na 50 km dobila ultrašica Alma Richteršič. Vse tri štafete na 50, 75 in 100 km pa so dobile prve tri ekipe društva PD Nanos pod Nanos. Čestitke vsem, tudi organizatorjem, ki so dirko morali prestaviti za en dan zaradi burje, no pa na konec zadeli v polno z odličnim, skoraj kičastim nedeljskim vremenom. Pojmo zdaj na Gorenjsko, v Radovljico, oziroma v okolico le-te, kjer svojo tekaško skupino Tečem z nasmehom vodi nihče drug kot znani trener, tekač in kmet Klemen Dolenc. Klemen Dolenc, živo, pozdravljen. Živo, lep pozdrav, Marko. Vem, da si zelo zaseden človek na vseh segmentih. V hlevu je vse pod kontrolo. Je.
Nedvomno, to tudi dvomu nisem. Zdaj bo šla pa iz hleva na tek, namreč kar nekaj tekačev poznam z Gornje Gorenjske, ki hodijo na tekaške prireditve in v tisto kvirček za klub pišejo: tečem z nasmehom Klemen Dolenca. In zdaj mi ti povej, za kakšno tekaško združenje in združbo gre. No, moram reči, da smo že kar nekaj tekaških skupin, ki so se nekako menjavali, ta zadnja zdaj je pa ostala in smo skupaj že, mislim, da 7-8 let in res smo ena homogena skupina, tam med 30 pa 50 člani, ki se družimo, skupaj treniramo, gremo na tekaške prireditve, pa imamo se fajn, no. Tekači, ki prihajajo k tebi na vadbe, so najbrž predvsem iz Gorenjske, iz okolice Radolce, ne vem, ali širše. Kakšna starostna skupina je to, koliko jih je, recimo, v zadnjih 2-3 sezonah? Bom rekel, da so iz celotne Gorenjske, od Krana, Stangor, tudi z Ljubljane je včasih, kjer prišel, pa pride, pa celo tja do Kranjske gore. Je pa ta starostna skupina od 30 pa do 60 let. Tako da kar pisana družba, no. To so naše generacije tekačev, ki tek še posebej cenijo zaradi več razlogov. No, ampak vseeno, ti si tekaški trener, tekač, atlet, ni da ni, že dolga leta. Pa mi povej, zakaj pa ljudje, ki pridejo teč v tvojo skupino, prihajajo? No? Kakšni so pa njihovi razlogi? Čisto kot ti bom rekel, osnovni razlog, tako ga tudi jaz poudarjam, je to, da ljudje rabijo druženje oziroma vodene treninge, če ti tako rečem. Vemo, da vsak teče lahko vsak sam. Zdaj, če pa teče oziroma trenira pravilno, je pa drugo vprašanje. In mislim, da glih iz teh dveh razlogov, se pravi druženja, da je lažje trenirati, pa pravilno trenirati. To sta tista dva glavna razloga, zakaj pridejo. Kje in kdaj pa skupina Tečem z nasmehom trenira s Klemenom Dolencem, moče v poletnem času, v zimskem času? Kje, kdaj se dobivate? Glavnina treningov je torke, četrtki na atletskem štadionu v Radovljici, zdaj pozimi kombiniramo z telovadnico. Za konc tedna pa združujemo, bom rekel, tek, zdaj v zimskem času veliko te pohode, se pravi v soboto ali pa nedeljo. Imamo 3 do 4 treninge tedensko, tako da se družimo in res naredimo kvalitetne treninge. Zdaj morbiti, Marko, če ti lahko sam povem, ki jaz vidim te poante, vsi vemo, tako sem rekel, vsak lahko teče. Sam zdaj teči, bom rekel, oziroma trenirati pravilno. Tudi sam najbrž dobro veš, da glavnina rekreativcev teče na tistih, bom rekel, 80 do 90% maksimalnega srčnega utripa, kar pa vedno ni dobro. Moramo narediti bazo, zdaj smo v tem pripravljalnem obdobju, se pravi nizkointenzivna vadba, količinsko velika, potem pa to stopnjujemo. Poleg tega delamo še ogromen vaj za samo tehniko teka, se pravi od atletske abecede in vsega, kar so odzraven. Plus tega, ker je zelo pomemben tudi za tekače, delamo ogromen vaj z lastno telesno težo, bom rekel za moč nog, za moč trupa, tudi za roke naredimo, kar se zdi še zelo pomemben iz vidika poškodb. Moram reči, da v tej skupini, kar delamo skupaj, ni poškodno. Glih iz tega vidika, delamo res ogromen tega, kar je potrebno. Potem pa, kot bom rekel, želje tekačev oziroma tistih, ki trenirajo, so različne. Zdaj, če kdo rab, naredimo tudi plan treningov, drugače delamo po enotnem planu, tako sem rekel, nizkointenzivno, potem v tistem, bom rekel, prehodnem obdobju gremo že, dodajamo tudi intervalne teke, pa pač glede na ciklizacijo oziroma kdaj so tiste glavne tekme, tudi prilagodimo vse. Hočem ti reči, da delamo stvari, ki
so iz trenerskega vidika pravilne. No. Tako da se res pripravijo, da ne trenirajo v prazno. No. Ja, tudi to, kar si vedel, tudi tekači znajo povedati, ja, da pri tebi lahko kvalitetno vadijo, ampak če so že pri treningih pa ciklizaciji in omenil si tekme, katere pa so potem tiste tekme, za katere svoje tekače najpogosteje čez sezono pripravljaš? Čistko v spomladanskem delu se osredotočimo na tek trojk, pa morda gremo še zelo radi tle Plitvice. To je ta prvi del. Potem pa preko sezone, rekel, te lokalne prireditve. V jesenskem delu se pa izberemo je pa glaven cilj en maraton. Morda tle spomlad gremo še na kakšen, vprost se vračam nazaj, na kakšen mali maraton. Italija, pa tudi pri nas, kar je, tudi v Sloveniji ogromno tečemo. In jeseni pa ena glavnih teh prireditev, oziroma je pa en maraton. Rečemo za leto 2022 načrtujemo Amsterdam, 2019 oziroma 2018. 2019 smo bili v New Yorku, bili smo v Berlinu, tle pač Evropa. Tako da, no, bom rekel, pomladanski cikl tukaj okrog, jesenski cikl pa je eden izmed večjih evropskih oziroma svetovnih maratonov. Zelo vabljivo se je tole slišalo, najbrž za marsikoga. Zdaj, kaj bi predlagal tekaču, ki zdaj tole posluša in rečem, jaz bi šel po to pogledat, pa ne vem, pa bi mogoče se še kaj pozanimal, kje te, bom rekel, na spletu najdejo, kaj pa najbolje, da naredijo, se kar osebno oglasijo na enem od treningov, pa jim ti razložiš, kakšen je koncept in kdor se bo v tem našel, se lahko pridruži. No, jaz tako prakticiram res kar ta oseben vidik, da pride vsak pogledat, pa da me kontaktira po telefonu, da pride do mene, da pove svoje želje, svoje cilje. Pač sej vemo, ogromno je tekaških skupin po Sloveniji, zelo dobrodošlo, povsod se zelo dobro dela. Je pa tako, kot sem ti rekel, ogromno vidikov, zakaj iti v skupino pod vodeno vadbo. Tako da, ker se mene tiče, kdor bi rad z mano delal, najraje vidim, če se kar osebno oglasi pri meni in gremo v dogovor, pa itak dobrodošli vsi. Evo, Klemen, povedal si par takih stvari, ki jih mora povedati trener, zato je fajn, da sem te poklical, da so jih slišali, da je tekači in tekačice z tvojih ust. Jaz se ti zahvaljujem za izčrpne informacije, za oris tvoje tekaške skupine. Glede na to, da sva enkrat že govorila, zdaj drugič, no, se bova slišala tudi tretjič v prihodnjem letu, pa takrat še kakšno več rečeva. Marko, hvala lepa, vse lepo tebi, tvojim vsem tekačem, pa srečno v 2022. Hvala. Lepe praznike tudi tebi, hvala ti. Ja. Čau. Slovenska atletika je pretekli vikend dobila še eno zvezdico več, pa zaprav še eno izjemno medaljo. Klara Lukan, kdo drug, je na Evropskem prvenstvu v krosu v Dublinu med mlajšimi članicami ponovila uspeh izpred 2 let, osvojila drugo mesto, srebrno medaljo na Evropskem prvenstvu v krosu med mlajšimi članicami. Pred njo je bila samo njena stara rivalka, Italijanka Batocleti. Lukanova je medaljo sicer samozavestno napovedala že pred odhodom tja in seveda tudi upravičila pričakovanja. Ni bilo pa na tej medalji nič samoumevnega, borila se je do zadnjih metrov, tekla izjemno pogumno, nadzorovala situacijo in ko je v zadnjih 100 metrih začela Portugalka Machado dihati Klari za ovratniki, ta ni dovolila presenečen, stisnila zobe in v cilj pritekla. Kot druga, izjemen uspeh Klare, ki je napovedala spet tudi izjemno naslednjo sezono in za potrditev tega uspeha zmagala še teden kasneje na mednarodnem krosu v Milanu, kjer je ugnala močno konkurenco predvsem italijanskih tekačic. No, če smo že pri sezoni 2022, ja, postegla bo z bogatim atletskim programom, kar 14 mitingov diamantne lige je že napovedanih od maja do septembra. Vmes
se 15. junija začne svetovno prvenstvo v atletiki v ameriškem Eugeneu, to bo poslastica točen mesec dni kasneje. Točno mesec dni kasneje pa Evropsko atletsko prvenstvo v Münchnu. Predvsem zaradi korone in predstavljenih tekmovanj bo ta zgoščen program res poslastica za vse, ki bomo dogodke spremljali prek TV-ja. No, ni še konec atletike. Znana slovenska atletinja, sicer metalka kopja, Evfemija Štorga v Medvodah že nekaj let pod okriljem svojega društva ŠDEFI vodi tudi tekaško skupino. Živijo, Evfemija Štorga, EFI, živijo. Živijo, Marko. Kakšno je vreme v Medvodah za začetek? Je verjetno tako, kot pri vas, nekaj srednjega delno oblačno, v hribih gor že sonce, pri nas majčken bolj oblačen, pa meglen, tako da ja, vreme je tako, zimsko. Srednja žalost bi rekli, ja, tako, ampak zato bo treba iti na kakšno višjo nadmorsko višino, mogoče kakšno sonce še ujeti. Letos itak se zdaj že dan daljša po zimskem solsticiju, tako da pozitiva gre noter. Pri vas v Medvodah, v tvojem društvu, pa tudi še kar veselo laufate, ali kako? Ja, še kar veselo tečemo in sicer z našo tekaško skupino, ki se imenuje Trme. Dodali so si še nadimk Trme trmaste, ker so res ful trmasti. Teli moji člani tekači razno raznih starosti, lahko bi rekla, ne vem, od 30 do 80 let, vsi v vrhunski formi. Zdaj zaenkrat smo se preselili v telovadnico, nismo več v zuniji, zaradi tega, ker tale minus mečka nam nagaja, tako da migamo na polno v telovadnici, v osnovni šola Sora, ob ponedeljkih, vsak teden. Bravo. Zdaj, sigurno mi moraš povedati, zdaj, kako se nekdanja olimpika, metalka kopja znajde v rekreativnih vodah in na koncu poleg ostalih športov vodi tudi tekaško skupino. Kakšna je zgodovina tega dogajanja tam v Medvodah? Moja zgodovina je taka, jaz že od nekdaj sem oboževala šport, že od majhnega, te olimpijske igre, ne vem, jaz se danes čudim otrokom, kakšnim, ki ne vejo, kaj bi. Jaz sem si že v 3. razredu osnovne šole v Atlasu obkrožila vse olimpijske igre za naprej, in šport je meni bil nekak dan, ne vem, rada sem ga imela že odkar pomnim, oče je bil posebej tak navdušen športni, čeprav sam nikoli ni bil v športu. Potem se je pa najdla konec osnovne šole tale naša atletika, in če skrajšamo celo zgodbo, po končani atletski karieri sem ves čas razmišljala, kaj početi v športu. In že kot članica Žak Masa sem določene vadbe otrok vodila že takrat, že v času moje kariere, in to mi je bilo top vrhunsko. Zdaj, moj trener bi se verjetno smejal, da imam jaz tekaško skupino, zaradi tega, ker on je metalce vedno preganjal, da moramo teči, nam se pa teči ni dal nikoli. Smo vedno rekli en krog okrog kroga za kroglo metati ali pa okrog diska, sploh nismo hoteli teči, to je bilo grozno. On se je boril z nami, ker je rekel, atlet more teči. To je bil en del, in potem, ko sem zaključila to svojo kariero metalsko, sem študirala, s čim se naprej ukvarjati, kaj bi bilo fajn. Itak društvo sem že imela, to mi je bilo top, ampak sama pri sebi sem pa ugotovila, da za tek rabiš nobenih sparing partnerjev, nič bujem superge, grem laufam, ne rabim se dogovarjati, ne rabim telovadnice, vremena, nič ne rabim, in to se mi je toliko priljubilo, da smo potem na pobudo določenih članov ustanovili to tekaško skupino in smo se najdeli isto misleči, in to se je razvilo naprej, tako da smo se začeli pripravljati najprej za en tek, pa drug tek, pa tretji, in zdaj je to taka skupina vrhunska, da je za iskati. Bravo. Zdaj,
tako navdušeno prepoveduješ o svojih tekačih. Daj mi povej, prej si videla, kakšen starostni razpon, pripravljenost, odlična, očitno. Koliko tekačev pa zdaj že hodi na te vaše treninge in se združuje v to skupino? Če bi jih naštela vse skupaj, bi rekla, da jih je skupaj 30, ampak redno na ponedeljkovih vadbah 15 do 20, odvisno ne, od dneva, drugače pa, ko smo v zoni, tudi po 30 se nas zbere, tako da, ja. Če so omenila ponedeljek, se pravi, katere dneve, katere ure in kje recimo vas kakšen nadebuden nov tekač lahko najde in se priključi? Nov tekač nas najde vedno ob ponedeljkih in sicer v poletnem času, malo kasneje, se pravi od 6 do 7, pol 8. V zimskem času smo v telovadnici osnovne šole Sora v Medvodah, se pravi 16:45 do 17:45, drugače se pa vedno zbiramo nekje v okolici Medvod, športne dvorane, tukaj so naše zbirne točke, ki se jih sproti zmenimo, drugače pa športno društvo EFI kontaktirajo mene, vse bojo zvedeli ali na mail ali na telefon, tako da ni panike. Tekaška skupina Trmastih tudi zdaj kakšne priljubljene tekaške prireditve, za katere se pripravlja in na katere zahaja v Sloveniji ali pa so morda v tujini? Ja, zdaj, tale Dunaj jim je zdaj trenutno zelo popularen, drugače se pa vsako leto udeležijo tvoje desetke, blejske, potem tek 4 mostov, to jim je top, ljubljanskega maratona, pa tudi mojega medvoškega teka, ki smo ga organizirali še pred korono 9-krat že, tako da zdaj smo pa 2 leti pavzice imeli zaradi situacije. Jaz upam, da bo naslednji september situacija ugodna, da bomo lahko to zopet speljali. No, če si že omenila ta svoj tek, velja povedati moče še kaj več, se pravi, kateri datum planiraš v letu 2022, kako izgleda ta tek? Naša tradicija teka je vedno zadnja sobota v septembru, to je naš termin, ki se ga bomo poskusili tudi v prihodnje držati, drugače pa tekači lahko na medvoškem teku tečejo na 5, 10 in 20 kilometrov in sicer en krog je 5 kilometrov, se pravi 20 kilometrov 4 krogi, naš tek je tudi idealen, recimo marsikakšen tekač, ki se je pripravljal na ljubljanski maraton, čez en mesec kasneje je prišel naša 20-ko od tečke, kar težka, ima malo sponov pa tako naprej, tako da se je treba kar malo pomatrati, tako da ja, sama prireditev je nekako 300 do 400 tekačev se je udeleži, poleg tega imamo vedno vzajemkov tek, kjer se zbere cirka 100 otrok, pač dodaten program še, razne plesne točke, animacije in tako naprej, tako da je lušten. Dragi tekači in tekačice, zadnji vikend v septembru, če še nimate planov, obkrožite si na koledarčku, medvoški tek, 10. jubilejni, če sem prav zabeležil. Tako. Kakšna obletnica. Efi, bila sva zelo informativna, jedrnata. Hvala ti za vse informacije. Kot si rekla, najdejo te na spletni strani, na Facebooku, vse kontaktne informacije tudi tam, lahko ti pišejo in ti jim poveš še kaj več o tej žlahtni disciplini v Medvodah. Drži? Drži. Hvala, Marko, tudi tebi. Super je. Hvala ti, da si se tako hitro javila. Pošiljam ti lepe pozdrave Medvode, tudi kaj sonca, pa se vidimo v naslednjem letu. Hvala. Lepo bo, lepe praznike. Enako, hvala, čau. No, kaj pa rekreativni tekaški koledar v naših koncih za naslednje leto? Ja, na hitro preletimo vsaj največje tekaške dogodke, ki nas čakajo že čez nekaj mesecev. Takole 27. marca, začetku pomladi, gremo na Mali kraški maraton, sedaj pa res 20. jubilejna izvedba čaka na svoje tekače. 9. in 10. april sta rezervirana za istrski maraton, 7. maj pa potem za tradicionalni tek Trojkin pohod okoli Ljubljane. Isti vikend je Vipava Ultra Trail, letos je bil jeseni, dan kasneje 8. maja pa Wings for Life, svetovni, globalni, virtualni in tudi tek je že spet v živo. 21. maja bo na sporedu 40.
tudi jubilejni maraton v Radencih, bržkonet bo štel tudi za državno prvenstvo naslednjega leta. Teden ali dva kasneje sledi DM tek za ženske, prav tako bo 5. junija na sporedu slovenski 12-urni tek, ki bo premierno štel tudi za državno prvenstvo na 12 ur. Isti vikend bo na Kočevskem novi ultra trail dogodek, 25. junija pa morate na Bled, na državni praznik bomo prav tam izvedli 16. nočno desetko. Soča Outdoor festival bo teden dni kasneje v Tolminu, znani K24 ultra trail pa 5. avgusta v Črni na Koroškem. Konec avgusta je rezerviran kot ponavadi za Pohorje ultra trail. V septembru Julian Alps trail 16. dan kasneje Bovec maraton v Bovcu, tudi že tradicionalna prireditev, in teden dni kasneje 25.9. Konjiški maraton. Teden dni kasneje novomeški mali maraton, ki je letos štel za državno prvenstvo v polovičnem maratonu, tradicionalni ljubljanski, 26. ljubljanski maraton pa 23. oktobra. Zaključek sezone, ultraški kot letos 10. decembra, bo 100 ob mrzli reki. No in če že jemljemo ajdovščino in Vipavo v misel, pokličimo še enkrat tja, tokrat Tineta Lavrenčiča, triatlonca in trenerja pri Next Level Coaching, ki ima tudi svojo tekaško skupino. Tina Lavrenčič je z mano. Živijo, Tine, pozdrav v ajdovščino. Živijo, Marko. Evo, sem vesel, da si me kontaktiral, ne? To nekaj že pomeni. Jaz se rekel, zovem se pravi na vse predloge, ki so mi jih dali tekači, predvsem na tisto anketo na Facebooku, no, seveda Tina Lavrenčič, Next Level Coaching, je bil več kot enkrat vmes. Mislim, rekel, moram človeka poklicati, če ne prej pred prazniki. Evo, povej mi kaj več zdaj, kaj je Next Level Coaching, koliko časa obstaja, kaj počneš s tem, evo. Ja, super. Tako, jaz v bistvu Next Level Coaching sem odprl dobre 3 leta nazaj. Tako da od takrat, v bistvu začel sem najprej prav s coachingom online. Se pravi, to pomeni, imel sem nekaj triatloncev, nekaj kolesarjev, s katerimi sem delal 1-na-1 coaching. Že odprej sem pa imel željo zagnati tekaške skupine. Jaz dokaj sem še študiral v Ljubljani, sem pomagal Klemnu Lavrenčaku. Verjetno ga poznaš. Sva že govorila, tudi v tem podcastu že je, tako. Tako da sem jaz pri njemu delal in imel v Ljubljani te tekaške skupine njegove in potem, ko sem prišel nazaj v Ajdovščino, sem delal v triatlon klubu, pa sem delal bolj z otroci, z mladino, sem pa imel skozi neko željo, da bi te neke rekreativne tekače imel tudi tle. In tako da sem se pol odločil, dobro leto in pol bo zdaj nazaj, se pravi lani maja, bi rekli, ne? Sem zalaufal eno skupino tukaj v Vipavi Ajdovščini, eno pa v Novi Gorici. Tako da imamo 2-krat na teden vadbo, 2-krat tukaj, 2-krat v Novi Gorici. Zdaj vmes ta korona nas je malo pohecala, malo smo se tudi dobro prilagodili, tako da smo imeli nekaj malo vaje za moč, smo delali prek Zooma, neki so sami laufali, neki smo se dobili. Tako da zdaj je to ratalo prav ena lepa, tudi že kar številčna skupina v bistvu in se imamo res fajn. No. Dejva čisto za plastično predstavitev, koliko tekačev imaš na posamezni lokaciji, kakšna je to starostna struktura, kako pripravljeni so to začetniki, so to tudi že malo bolj pripravljeni tekači? Tako, v Vipavih imam malo manj
Ne, dobro, tudi je malo manj ljudi, bi rekli. In nas je, če se zberemo vsi, nas je tam enih 12. Tako da tukaj so, zdaj moram reči, prav začetnik ni noben, ampak so tako, skoraj vsi so že prelaufali 10 kilometrov. Eni so delili tudi že maratone, so pa tako 2-3 homogeni skupinci, ne, znotraj te skupine, tako da nihče ni prav sam, to je super, ne, ko se trenira, tako da, kar se tiče Vipave, je to, v Gorici nas je pa malo več, nas je čez 20, sigurno, zdaj prav točno ne vem, koliko nas je vseh, pa tudi, ne, zelo dobri maratonci, do pač takih, ki tečejo, ne vem, malo počasneje, pa po 10 kilometrov, ampak spet, majhne, homogene skupine, in to je super, ne. Zgleda pa tako, da, tako, jaz že prej pri Klemnu, smo dali ful poudarka na tehniki teka, ne, in tudi njim vse začetka se mi je zdelo malo tako smotano, ampak zdaj pa so videli, koliko jim pomaga to, ne, in če kakšen trening zdaj rečem, danes pa bomo spustili tehniko, bomo rekel tudi, ne, tako da zanimivo. Ampak ja, no, moj poudarek je bil od začetka, no, da je treba se navaditi lepo, fajn teči, če bomo znali prav teči, bomo lahko tudi dolgo časa tekli, ne, dolgo let tudi tekli in to je to, ne. In potem ne bo tistih težav, zaradi katerih se te tekaške skupine potem krčijo, recimo poškodbe, izrabe in tako naprej, ja, lepo. Tako, ja, dajmo reči, ja, naj ne bi bilo, ne. No, saj v tej smeri zelo dobro delate, no, to mi všeč. Povej mi, no, če bi se znašel zdaj v Ajdovščini ali pa v Gorici, kateri dan, katero uro in kje bi se mogel zglasiti, da bi vas srečal, pa bi se morebiti priključil? Ja, evo, če bi bil v Vipavi, bi ti sigurno rekli ponedeljek ali pa v sredo pridi ob 6. uri na stadion in si zmagal, ne. Če bi šel pa malo bolj daleč, iz tvoje smeri proti Gorici, bi te pa usmerili na torek in na četrtek ob 5. uri, tudi na stadion, seveda. Je pa tako, zdaj smo malo bolj na stadioni, ker so kratki dnevi, pa se držimo malo bolj tle, drugače pa tudi menjujemo lokacije, no, ker stadion je vseeno malo monotona stvar. Tako da v Gorici imamo pol ta Panovc, gost, zelo lep za laufati. Tle v Vipavi imamo tudi dosti lepih poti, tako da seveda nismo skozi na stadionu, ne. Ampak neko zborno mesto pač moraš imeti, ne. Glede na to, kar si zdaj povedal, najbrž potem tudi skupinsko hodite na kakšne cestne teke, pa na traile, ki so zdaj popularni, pa še kam, ali kako? Ali vsaj tvoji tekači? Tudi, ja, zdaj tako, pač isto tudi znotraj te skupine, pač vse povsod, ne, eni imajo malo več želje tekmovati, eni pač sploh nimajo, ne, jim je samo fajn, da hodijo nekam teč, neko skupino. Tako da isto je tle, ne, kdor ima željo, seveda se že prej malo dogovorimo, tudi nek program treningov zastavimo vsaj za eno tekmo, ki bo recimo številčno najbolj zastopana, ne, in da vsaj delamo po neki strukturi, ne, in seveda, ne, gremo skupinsko, se prijavimo, zdaj smo bili tle v Vipavi, v Ajdovščini, ta ob Mrzli reki, smo imeli 3 štafete, prej je bila Palmanova, pol je bila Ljubljanski, tako da ja, lani je bil večji problem, ne? Lani smo si delili interne dogodke, ki so bili lih tako super, ne? Piknik in to je to. To sem tako vprašati, ker si prej rekel, ja, da dejansko nekje sred korone ste še dobro zaživeli, da ste se znajdeli, no to mi zelo všeč, ne, iskati pač včasih, ko ni možnosti, nove možnosti, tudi virtualne, če smo že pri tem, mi smo tudi, ne vem, jaz sem lansko leto
tokenih trailov odlaufal virtualno na lokacijah, ko ni bilo dirk, da jih drugače nikoli ne bi, pa tako, ko si pa rekel, smo se usedeli dol na kakšno pivo in je bila zadeva raven tako lahko čist v redu, no, morda ne v takem smislu, ampak vendarle ti praviš, da tudi če nam vzamejo vse dirke, si bomo pa sami kakšno organizirali, pa si na koncu naredili pač neko druženje. Ja, jaz mislim, da ja, pač sej na koncu je smisel teh skupin je poleg tega, da pač narediš nekaj dobrega zase, ne, pa tudi nekaj napreduješ, predvsem tudi, da se imaš fajn, ne. To je tisto, ker ti, načeloma, pač, če se nimaš fajn, ne bo dolgo cajta trajalo, ne. Tako da to je tista stvar, ne, zdaj, če ti ni fajn, pač se boš hodil en cajt, ampak ni to, ne. To si izvrsto, to je za podčrtati dvakrat, kar si zdaj povedal jasno. Sam nekaj povej, ti si še aktiven triatlonec, vem, da si bil? Še zmeri, ja. Še aktiven. Ali ti potem treninge, ki jih imaš s skupinami, dopolnjujejo tvoj običajen triatlonski trening, ali so ti kdaj lahko tudi malo viška? Tako je, jaz probam narediti tako, da vse se zgodi kdaj, da so mi odveč, ampak jaz to že prej naredim tako, da je prav, ne. Se pravi, tisti dan, ko jaz ne bi šel popoldne a pa zvečer teč, bom že naredil tako, da bomo bolj statični, ne. Oziroma, da bom jaz bolj statičen, ne. Da bom jaz, ne ostali. Drugače pa to, sem se bal na začetku, kako bo, ampak kar dobro gre, no. Res, nimam kaj reči. Recimo, danes bom šel malo prej na trening, pa bom malo prej že sam naredil nekaj, pa pol še z njimi malo ogrevanja, malo tehnike in jaz, mislim, tako si zorganiziram, no, da gre. Izvrstno. Da pa ne motim, da ne motijo oni mene in jaz njih. Perfektno. Kateri je tvoj naslednji Ironman, če te še to vprašam? Moj Ironman naslednji bo v Celovcu, julija, pol pa grem na Havaje, ne, oktobra. Tako da ta dva bosta drugo leto in to je to. Bo dovolj. Mislim, lepo, da imaš to že razdeljeno. Marsikdo bi si želel iti na Havaje, pa jih lahko samo sanja, tudi kar se triatlonske smisle tiče, tako da, perfektno. Jaz mislim, da so tvoji tekači zadovoljni, da imajo trenerja, ki je tudi sam zavzet atlet in ga lahko spremljajo ti njih, no oni pa tebe saj virtualno. Tako rečejo. Zdaj upam, da se ne lažejo. Rečejo, da so veseli, ne? Zdaj upam, da je res. Ja. Če tele poslušate tekači od Tineta Lavrenčiča, zdaj verjamem, da ste vsi iskreni, in da mu boste to še enkrat povedali pred božičnimi prazniki. Tine, super je bilo tole, samo povej mi, kje lahko poklikajo najini poslušalci in gledalke, da najdejo več informacij o tvoji skupini? Lej, ena stvar je Tine Lavrenčič Next Level, pogooglaš in vrže ven spletno stran, vrže sigurno na spletni strani tudi mojo telefonsko številko, jaz se javim v vsaki številki, ki me kliče, edin, če je neznana ali pa s kakšne čudne države, ostalo se pa vse javim. Tako da Instagram je tudi aktiven, tako da danes leta 2021 ni problem, dob tega Tineta ven. Tine, upam, da po tej vdaji dobiš naval telefonskih klicev, zagretih tekačic in Instagram pač povpraševanj, da so kaj naredila. Jaz se ti zahvalim za tole super javljanje iz Vajdušne, lepe praznike. Vajdušna. To mogo še vaditi. Ja, to ne gre. Ampak, če drugega ne, bom pa prišel naslednjem letu, definitivno leto sem zamudil, mrzlo reko, če drugega ne, naslednje leto jo ne bom, pa še kaj drugega, no pa se morda tam spoznava. Tako, obvezno. Kakšno rečeva, pa me boš naučil. Ja, upam, da ja. Ja, ta V me boš naučil povedati, kako se zgre. Evo, tako. Hvala. Marko, jaz sem za. Lej, hvala tebi. Lepo se maj. Lepe praznike. Hvala ti. Enako tudi tebi. Ajdi. Čau, hvala.
Kdaj in kaj pa se bo dogajalo po svetu in okoli nas? Ja, glede na to, da je celo Eliud Kipchoge dejal, da bi rad tekmoval in zmagal na vseh maraton majorsih in 3 mu še manjkajo. In pred kratkim Shane Flanagan, ki je v 6 tednih odtekla vseh 6 majorsov, si pogledamo, kdaj so prav ti maratoni na sporedu v naslednjem letu, pa ob teh še par tistih, ki so blizu nam in so nam tudi zanimivi. Takole, že konec februarja 27. bo na sporedu splitski maraton, ja, polovička, 10 ni da ni, prav prijetno bo sredi zime slovenske iti mal na dalmatinsko obalo. Ja. 6. marca je na sporedu tokijski maraton, naslednje leto žal spet samo za domače tekače, ne za tujce. 18. aprila je bostonski maraton, tokrat spet na Patriots Day v aprilu, samo 6 dni kasneje, Dunajski maraton na klasični poznoaprilski termin, Beograjski maraton, ki je v mladini aprila, je naslednje leto 15. maja, Berlinski maraton, naslednji večji majors je 25. septembra, v koledarju pa drugo leto, Londonski maraton še vedno jeseni, 2. oktobra je datum tega maratona. Teden dni kasneje, Chicaški maraton v naši okolici, pa zagrebški in tudi maraton v Budimpešti. Sezono majorsov zaključuje New York 6. novembra, bo 51. maraton, Valencija, znamenita in hitra, pa 4. decembra naslednje leto. In zdaj še ena tekaška skupina, tokrat gremo v prestolnico, ki je povezana tudi z Londonom na en način. Ja, Pulšport je tisto društvo, ki ga vodi Blaž Kavčič in z njim sem spregovorila par besed. Blaž Kavčič, Pulšport, pozdravljen, živijo. Živijo, dobrodošel, Marko. Pravzaprav jaz sem pri tebi dobrodošel. Hvala, sem hotel reči, da si me lepo sprejel v tvoj domači studio. Lep dan. Hvala, z veseljem, seveda, Blaž, zadnji čas, da se spet vidva, žal samo virtualno, ne v živo. Mislim, da se v živo zadnjič videla morda na sejmu Ljubljanskega maratona 2019, ko so bili vsi izgledi v tem teku še čist drugačni, kot so danes. No, zdaj 2 leti potem dobri, sva dala oba dva skozi že eno korono in koronski čas in vse ostalo. Pulšport tudi, no, katerega vodja, šef si. Zdaj mi malo poveja, ne. Pulšport je znano ime na slovenskem tekaškem trgu. Res, upam, ja, super. Jaz mislim, da marsikdo, ki se s tekom ukvarja, tudi manj časa, kaj jaz ga dobro pozna. Daj mi malo uriš samo zgodbo, no. Kaj je Pulšport, koliko časa ste tam zunaj in kakšne so zdaj vaše primarne dejavnosti udejstvovanja? Ja, Pulšport je skupek enih prijetnih trenerk in trenerjev, ki sodelujemo že skoraj približno 15 let. Takrat v časih, ko sem imel še dolge bujne lase in črno brado, smo začeli, to je bilo 2008, še malo prej celo. Naša poanta ali pa moja, naša skupna zdaj, je pa to, da nekako treningi morajo potekati tako, da vsak udeleženec vsako uro dobi nekaj od trenerja. Tako da že s tem konceptom smo prišli do tega, da bojo naše skupine majhne, že od 15 let nazaj in še vedno to furamo naprej. Tako da prisotni smo po takih majhnih skupkih pravzaprav po celi Sloveniji, od Izole do Murske Sobote se nas najde, ampak so naše skupince mogoče malo manj opazne prostemu sprehajalcu po Tivoliju, ker nas je pač bolj malo, ne. Ampak se imamo pa zelo luštno. No, moram reči, da je neka tak team spirit med nami trenerji in med vedečimi kar zrastel, tako da smo že vsi prijatelji. Že dolg čas. Če bi te vprašal zdaj, da mi prosim oceni, koliko vedečih, recimo v Pulšportu, zdaj trenutno je aktivnih, kaj bi dejal? Ja, veš kaj, tak cajt je, da sem pošiljal račune, ne, tako da ti vem natančno številko odgovor, 112. To je že kar lepa številka. In to govorijo o tekačih znotraj Slovenije, znotraj prelepe naše domovine? Ja, to niso samo tekači, to moram reči. Zdaj v zimskem času je še
kar nekaj več plavalcev, ker imamo tudi to drugo smer pool športa, to so plavalni treningi v teh skupinah, ampak nek ta cel miks naših vadečih članov, ki se vsak teden veselijo in švicajo z nami, je to. Imamo pa še eno izpostavo v Londonu od 2012 naprej. Tam sicer številčno ni tako, ta številka ni tako bajna, jih je pa recimo nekih 30 stalnih, potem so pa še določene individualci ali pa podjetne skupine podjetij. Tako da nekaj nas je. Posebej ta londonska izpostava mi je zanimiva. Jaz mislim, da sem te videl že, takrat so bile olimpijske igre 2012, da si se smukal nekje okrog, no potem sem bil malo presenečen, sem rekel, človek je kar vstal gor in tam naprej dela. No, kako se je pa ta čistko, no, moče informativno, marsikoga bo gotovo zanimivo, kako se je pa ta zgodba začela, no, da si ti kot slovenski tekaški trener v Londonu, ki verjamem, da ima še večjo konkurenco vsega tega ponudbe in tako naprej, kot nek outsider, dejansko se tam znajdu in uspešno tudi zaštartal ta posel. Ja, jaz sem po naravi dosta optimističen človek, pa lahko bi nekdo opisal, da tudi rahlo naiven, ne? In potem se lahko odločim, da se bom spravil probat. Jaz sicer mislim, da bo kaj ratel prej, kot v realnosti rata, ampak iz tega podobnega vzgiba sem rekel po 2 letih, kar je bil pool šport Kleprt, ne še malo več. Pool šport laufa v Sloveniji, tukaj je Miha fural vse zadeve, pa so ostali trenerji, jaz grem pa še v London pogledati, kaj se da tam narediti. In sem si dal skupaj z mojo ženo, so rekla, greva tja, ki je sicer kulturologinja in ni prav v teh športnih vodah. So rekla, greva za max 2 leti v London, pa vidva, kaj se zgodi. No, iz teh 2 let je pol nastalo skoraj 5 let. Ampak, tako bom rekel, no, začetki so bili malo težki, ne, plačevati najemnino vsak mesec brez niti enega izdanega računa je bilo malo težko, ali pa tudi kako sploh se pojaviti na trgu med Angleži, brez nekih bajnih vložkov, seveda ni glih najbolj enostavno, ampak če si priden, če se trudiš, če se matraš na socialnih medijih, vsaka stranka pove kaj naprej. In tako je rato en lušten krog ljudi, tudi prijateljev že zdaj, ki redno trenirajo z nami. Tako da smo šli res iz nule, korak za korakom. No in glede na to, da je sedaj leto 2021, ti si to zgodbo začel tam pisati že 9 let nazaj, zdaj bo že malo 10 let, potem že nekaj znaš delati, nekaj delaš prav. Verjamem, da so to tudi tekači tam in v Sloveniji zaznali, po številkah, ki sem jih povedal, definitivno. Prav gotovo je pa tam zunaj še kdo, ne, ki bi se želel priključiti, pa zdaj to posluša. Dajva ga usmeriti, jaz se večkrat peljem potem po vodovodni, pa vidim tisto, rekel, banner oziroma oznake pool šport, da približno vem, kje ste, ampak kje pa dejansko se dobivate, kdaj se lahko nadobudni tekač, ki bi se želel priključiti, ali pa tekačica lahko oglasi, kdaj lahko potem računa, da bo treniral z vami. Ja, treningi so v Ljubljani ob 7 zvečer pred živalskim vrtom, pa potem ob 7 zvečer ob torkih na Kodeljevem za fakulteto za šport, pa potem spet ob 7 zvečer ob četrtkih pred živalskim vrtom. Tako da to je zdaj nek ta malo manjši, okrnjen zimski program, ki grejo tekači kakšno malo hibernacijo. Ampak ta resni pa ostajamo, oziroma ni nujno, da smo resni, samo pač imamo cajt ob 7, se imeti fajn za tisto uro pa pol. Tako da vabljene vse dame in tekači in vsi, ki mislite, da vas to zanima. Imamo pa pri nas skupine vedno, no, to je vedno vprašanje. Ja, zdaj pa jaz sem čisto na začetku, lahko pridem. Seveda, pri nas je v vsakem terminu več skupin, tudi po 3 so, ena je počasna, za tiste čisto ste zdaj le skavča ostali, pa potem neka srednja skupina in potem ta hitra, ki so že malo hitrejši. Tako da brez skrbi. Najbrž so treningi strukturirani tudi tako, da se pripravljate za določene tekaške prireditve, maratone v Sloveniji spomladi in jeseni, pa si te cilje postavljate, da je motivacija potem toliko večja, ali kako? Ja, moram reči, no, da zdaj čist odziv od tekačev, ker smo že kar nekaj let skupaj, da nismo več toliko nastrojeni k tem časom, kar se mi zdi tudi zelo fajn.
da moramo vsi dosegati svoje najboljše rekorde in da moramo opraviti kar se da najbolj s kakšnim tekaškim preizkusom, ali je to 10 km ali pa ultra. Tako da mi se držimo neke zlate niti treninga. Trenerji zelo dobro poznamo vedeče, ker imamo jasno mehne skupine, tako da prilagajamo treninge bolj kot ne sproti. No, mogoče bi eno deleč videl, da je zelo veliko improvizacije, kar ne morem reči, da je ni, ampak je zelo usmerjena improvizacija, tako da gremo res trening za treningom vsakič na malo višji nivo, malenkost. Nimamo pa več takih striktnih programov, kot smo jih imeli mogoče 7 let nazaj ali pa 10 let nazaj, ker je bil to res en pomp in boom. Se mi zdi, da tudi vsaj naša populacija tekačev, ki so nekje srednjih let, njim je mogoče že malo to odveč, ker so vsi že pretekli kar nekaj maratonov ali pa kar nekaj desetk in tako. Tako da me veseli, da so me začeli malo bolj poslušati in so začeli še malo bolj uživati v teku, da ne tečejo vsi z uro in si štopajo vsak meter in sekundo, ampak da začutijo, da je to res fajn, sploh če te en vod, da ne rabiš razmišljati, da moraš kaj je smisel tega treninga, ampak počasi, čist nezavedno napreduješ, hkrati se pa nasmeješ po vsakem treningu. To je nekako rekreativna poanta za moje pojme. Če je kar rdeča nit, spet ponavljam v tem podcastu, ki jo ugotavljam med različnimi tekaškimi skupinami, je to ta družabni moment, pa zabava, pa sprostitev, no? Ne pa samo noro in obsedeno treniranje za nek določen cilj, tako da me veseli, da je tudi v pool športu tako. Ampak, ko si ravno omenil London, prej sem v podcastu omenil londonski maraton, si ga kdaj odtekel, glede na to, da si bil kar nekaj let gori? Ja, enkrat na črno. Ti. Ampak, kakšen je bil feeling, londonski maraton, pravi, da je res nor? Ljubljanski maraton je super, moj najdražji, doma je in tako, ampak ni pa neke primerjave med tema dvema dogodkoma. Vse veš, si bil po vseh teh velikih maratonih, bučno vzdušje, vsi navijajo skozi, za njih je to res praznik. Mogoče so oni bolj solidarni narod, ali pa saj tako zgleda. Veliko se dobrodelnosti takrat odvije. Tako. Oni so pač mojstri dobrodelnosti in potem pridejo vsi iz cele firme navijati za enega, ki gre pač na londonski maraton. Tako da to se čuti, energija je blazno dobra. Res se ne da pri nas ni, je super, ampak jasno, taka velika množica, ki diha tisti dan skupaj, ti da nek boost. No. Od štarta pa do cilja in še naslednji dan. Super, priporočam. No, dajva reči, da londonski maraton bom enkrat odtekel legalno, ali kako že. Ja, mislim, poznam način, rekel. To bova off the record, spoštovani in spoštovane. Ja, tako, Blaž Kavčič bo zdaj z mano iz Pool športa v Ljubljani. Blasva, jaz mislim, da je zelo informativna. Samo še za konec, Blaž, evo, kje in kaj naj poklikajo zdaj potencialni kandidati, da bo zvedeli več, da bodo dobili tvoje kontakte in stopili s tabo v stik? Z veseljem naj se oglasijo na naši spletni strani ali pa na Facebook strani, jasno Pool šport Facebook in pa poolsport.si. Če so pa že čist tekaško nastrojeni in bi izvedeli mogoče še kakšno informacijo več, tudi mogoče o tekaški tehniki, analize tekaške tehnike, s tem se predvsem ukvarjamo. Ne grejo pa na treningteka.com, tam pa malo bolj detaljno piše, kako, kaj in zakaj. Tako da, ful lepo vabljeni. Evo, Blaž, pri dobrodelnosti sva, pri tekaški skupini sva, ne da samo da tečete, pa trenirate za tek, tudi organizirate en prav poseben tek. Daj mi povej, kaj več o njem. Evo. Ja, to je Movember tek, oziroma tek za ozaveščanje zdravja moških. Ne? Danes sem se veliko bril, prej sem imel take lepe brke. Gre za en prav poseben dogodek, spet majhen, tako je nam bolj v interesu. 500 ljudi se nas zbere na Prešernovem trgu in seveda tudi dame. In posebnost tega teka je, da moramo vsi nositi brke tih dan. Tako da morajo tudi dame nositi brke, če jih nimajo svojih, predvidevam, da ne, dobijo naše lepe, plišaste, črne brčice in potem se skupaj odpravimo na neko tako 7-kilometrsko pot po Ljubljani, tekaško pot, vmes delamo kakšne skletce, vaje, tako da je en tak prav poseben sproščen dogodek.
Gre pa tudi za ozaveščanje, pa hkrati za dobrodelno. Zbiramo sredstva za Onkološki inštitut v Ljubljani. 10. leto bo drugo leto zdaj, ker je letos seveda odpadlo. Tako da 14. maja bo maj Vember tek in bo full up. 14. maj, spoštovani in spoštovane, všeč mi je Movember tek v maju, ker sem zamudil 9 izdaj tega fantastičnega teka, kljub temu, da sem si večkrat puščal Mustače čez november. 14. maja se vidimo, Blaž, če ne prej v Ljubljani, na maj v Movember teku. Evo, te drži za besedo. Super. Prva liga, vrhunsko. Hvala, Blaž, pozdrav v sončno Ljubljano. Evo, tako. Hvala, pozdrav. Lepe praznike. Ajde. Enako. Kaj pa mednarodni ultrakoledar, pa trail koledar, ultrašice lahko že začnete pripravljati na evropsko in svetovno prvenstvo, ki bo sta v avgustu in septembru, pa seveda na tradicionalni ultrabalaton, ki bo naslednje leto konec aprila, in seveda Špartatlon, ki bo konec septembra. Trelaši pa, lejte, če pogled uhaja čez mejo, če ste vse slovenske že obdelali, tule par idej. Znani 100 milistre bo na sporedu 7. aprila, 18. junija v bližnjem Salzburgu Mozart, 100 trail izvedba, tedni kasneje pa tudi Slovencem že znani Lavaredo Ultra Trail. Isti vikend je tudi razvpiti ameriški Western States kot zanimivost za tiste, ki bi se morda kdaj radi pomerili tudi na tem kultnem ultramaratonu. Glavni trail dogodek, glavni festival je UTMB, ta pa bo v letu 2022 spet na sporedu konec avgusta. No, če smo že pri trailu, pokličemo še enega trailaša na drugi konec Slovenije, spet smo v Mariboru. Mitja Steinbach je šef društva SAO Ravno iz Štajerske prestolnice. Pozdrav, Maribor, Mitja Steinbach, živijo! Zdravo! Kakšno je kaj vreme na mariborskih gričih in ravnicah? Sončno, pa lepo zasneženo, tako narahlo, tako da, odlično. Sem spet vzhodna Slovenija prednjači pred zahodno, no jaz sem malo bolj na severu sicer, ampak danes ni bilo kaj prida, upam, da čez praznike bo. Povej mi, Mitja, danes so se tukaj dobila zaradi tekaških skupin, ki jih obdelujemo v podcastu, in recimo, da ima tvoje društvo in tvoja skupina eno bolj zanimivih imen, ŠD SAO Ravno. Zdaj mi razloži, kaj to ime pomeni najprej. Evo. Pa v bistvu čisto bilo, moram reči, 3 leta nazaj, tako za eno skupino s kolegi smo šli na prvi tekaški dogodek, na katerega smo se prijavili. Je tam nastala ena taka interna finta, kam gremo, SAO Ravno. Leto kasneje smo pa tako začeli s 3 kolegi se pogovarjati, tekaško smo začeli se malo bolj udeleževati na dogodkih. Smo rekli, zakaj ne bi imeli pa svojega športnega društva. In pri tej izbiri imena smo prišli spet nazaj na tisto interno varianto, zakaj pa ne. SAO Ravno proti nekemu cilju, naprej, napredek, in ime je bilo zbrano. No? Ja, super, evo, zdaj vse dileme so odpadle. No, jaz sem tuhtal, če SAO Ravno pač pomeni, da tečete samo po ravnini, ampak vse prej kot to, tečete tudi precej v hrib in gor in dol in tako naprej. V bistvu ni, začetek je bil ravninski cestni teki, potem smo začeli tudi malo z trail teki, pohodništvo. Zadnje čase nas celo malenkost bolj mikajo trail variante kot pa cestni teki. Tako da ni čista glede tega imena. No. Smo pa rekli, imamo neko željo, da bi enkrat imeli pa tudi svoj dogodek ali dva. No. Takrat bomo pa probali dogodek usmeriti nekako v sklopu tega našega imena. Torej ta trasa brez nekih ovinkov levo-desno, čim bolj ravninska, nekaj novega, nekaj dodatno. No, zdaj veliko stvari si povedal in napovedal, super. Evo, zdaj, če nadaljujeva, ŠD SAO Ravno združuje koliko tekačev, ki recimo se dobijo, pa redno vadijo, pa se združujejo? V bistvu zdaj članov, če se ne motim, nas je 13.
je pa čist tak, kak ima kdo čas, napišemo, na Facebooku imamo eno zaprto skupino, samo za člane, se napiše, ali člani sami predlagajo, naprimer napišem jaz, četrtek bi šli pa teč, ob tej pa tej uri, kdo lahko, se dogovorimo, kje, razdalja, kam gremo, v bistvu tudi, če nas je več, prilagodimo celoten tek na skupino, gre bazira čisto na tej rekreativni dejavnosti, ne toliko tekmovalno. Tako da, včasih nas je več, včasih manj, čist, bom rekel, odvisno od časa. Sprejemate tudi nove člane, ne vem, kakšne zagrizene tekače, ki bi se morda priključili v vaši sredini? Z veseljem, vedno smo odprti, tudi Instagram, Facebook profile imamo odprte, vsakega na novo smo veseli, letos so se nam 2-3 na novo pridružili, upam, da bo drugo leto še kakšen več, da razširimo malo to našo skupino, da dobimo en taki vsaj en ali pa mogoče celo 2 termina, fiksna termina, ko res rečemo, se dobimo, odlafamo tiste pol ure, 1 uro, naredimo kaki pohod skupaj. Tako da vsak, ki bo na novo, bo dodal nekaj k temu, kakšne nove ideje, upamo, da se razširimo, no, da bo zadeva rasla naprej. Tako, s polno paro naprej, bi rekel zdaj, če te prav razumem, nekih zaenkrat čist fiksnih terminov nimate, oziroma če se motam kaj okrog Maribora, kdaj najverjetneje in kje naletim na tvojo skupino? Zdaj težko glih glede tega, ja, fiksnega termina trenutno ni. Vse skupaj je v bistvu znotraj te skupine zaenkrat, torej tisti, ki se nam pridružijo, se sproti dogovarjamo, kdo ima čas, včasih en predlaga, včasih drug. Sproti se dogovarjamo, sproti se odločamo, tudi lokacija sama je čisto odvisno od želje, od skupine, ki se odločimo, da gremo, kam bomo šli, razdalja, tempo. Bo pa sigurno zdaj, no, bomo rekli, v naslednji sezoni ali pa naslednjem letu je pa želja potem, da damo en fiksen termin, da se ve, kdaj, kam, zraven pa seveda še glede na želje članov odprto neki dodatni termini, da se dogovorimo. Bomo pa videli, tudi mogoče se odločimo za eno, kaj zvem, odprto, ali na Facebooku, Instagramu objavimo, takrat pa takrat gremo. Torej malo odpremo, ne samo za člane, ampak za kogarkoli, da se nam lahko pridruži, nas pride spoznat, se nam mogoče kasneje pridruži kot član. Bomo videli, kam bo potem zadeve šle naprej. Se pravi, načeloma nimate nič proti, če pride en tudi začetnik, starejši, mlajši, kakršenkoli, nekdo, ki bi želel spoznati tega, vključite vas v svojo skupino, se prilagodite in tako naprej. Z veseljem, se pravim, odprti smo, tempo, ko se dobimo, se prilagodi na celotno skupino, ni za tisto. Mislim, da tak, če želiš nek tempo, nek rezultat doseči, moraš iti sam, ali pa vsaj z nekom, ki približno isto teče kot ti. Zdaj, kak ena skupina, nima smisla nekoga od zadaj forsirati, nekoga bremzati. Takrat je pač tisti skupni trening, rekreacija, dobra družba in to je v bistvu tisto, kar nam je nekako najbolj pomembno, da nekako v tem sklopu nadaljujemo. Seveda pa, če pa želja po nekom, da pa proba neke rezultate doseči, pa zakaj ne, naredimo neke malo bolj natempirane treninge, rečemo ali pa ne, za vzdržljivost, kakšna razdalja, trail, mogoče na Pohorje ali pa katere druge okoliške hribe. Vedno sej, sproti se dogovarjamo, se odločamo, kaj želimo, tudi kakšni dogodki, na katere se prijavimo, seveda je spet stvar posameznika. Nekateri gremo na več dogodkov na leto, drugi manj, nekaterim to sploh ni. Tako da letos tudi smo bili na nekaj dogodkih skupaj. Soča Outdoor Festival je bil en izmed takih, tudi nas je šlo 5 članov tja, smo rekli, gremo za cel vikend. Tako da smo šli malo pohodniško, pa hkrati še odtekli na 3 različnih razdaljah smo bili prisotni. Tako da je bilo na 10, 15 pa 25 kilometrov, je bilo kar tak fajn. Drugo leto tudi planiramo, oziroma smo si že splanirani Wings for Life. Tudi celo na Poljsko, Poznan, smo rekli tudi en taki tekaški izlet. Letos nam je celo uspelo v Mariboru narediti, bom rekel, z soglasjem Red Bulla, tudi občine, vse skupaj smo se malo povezali, sicer glede na omejitve, ki so bile, bom rekel, da smo bili presenečeni, smo zadevo izpeljali,
smo imeli eno okrepčevalnico postavljeno na lento, ki je bila odprta tako za člane, kot tudi za vse ostale tekače, ki so v tistem času tekli. Smo nastavili sadje, pijačo, vse te zadeve. Tako da gre, bom rekel, zadeve v društvu napredujejo, sigurno pa je cilj, da še pridobimo nove člane, pa zadevo še razvijemo naprej. No, če si tako lepo napeljal tole zgodbo, kdaj potem lahko pričakujemo prvi organiziran uradni tek pod okriljem ŠDSAO ravno, ki bo privabil 1000 glav množico in postavljal državni rekord na 10 km. Hecam te malo, sicer zdaj, ampak če je SAO ravno, potem se da hitro leteti. Najbrž neki srednjeročni plani so, se pravi, 22 je hiter, to bo že čez en teden, 23, ki je takega, bi pa že lahko naredili nekaj, ja? Bom rekel, neki realni okvir, kaj bi želeli, smo rekli v roku 2 let, da bi probali izpeljati neko zadevo, nek začetek postaviti, ga vsako leto sigurno potem naprej ponavljati, štartati, mogoče z udeležbo 100 ali pa tudi malo manj, bi bilo že odlično. Če pa se zadeva razrije v 1000 ali pa nekaj 100, super, bi bilo pa izvrstno, no. Dobiti en termin, ki bi bila nek tek, ki bi postal tradicija, rečemo, to bi bilo vrhunsko, bi rekel, res dosežemo tisti svoj cilj. Hkrati mogoče tudi en pohodniški dogodek, da ne bi bilo samo tekaško, vseeno smo rekli, društvo tudi če zajema zraven kolesarjenje, pozimi tudi gremo kak tek na smučeh, plavanje imamo vključeno, te zadeve. Je pa res, da prioriteta je pa tek, trail tek, pa pohodništvo, to se mi da nekako najbolj konkretno. Glede dogodkov pa kako nas bo te omejitve trenutne peljale, kako bo možno, sigurno. Cilj je, da izvedemo vsaj enega, pa ga potem ponavljamo leto za letom. Bravo, no to je prav izvrstno slišati včasih, ko na eni strani ta tekaška scena malo stagnira, pa še korona je tukaj, pa cel kup ene depresije. So neka mlada društva, ki imajo cilje postavljati nove evente tam zunaj, tako da zato se ni bati. Vem, da tudi Maribor ima cel kup dogodkov, eni pridejo, grejo, eni vstajajo, ampak to, da pride nek nov, je kvečeno dobrodošlo, no, in mislim, da smo vsi našpičali ušesa, pa bomo pozorni, kaj boste delali pri vas. Daj mi ti zdaj sam še povej osebno, kjer je pa tvoj najljubši tekaški teren, če bi zdaj le šel, pa bi rekel, jaz pridem do tebe, pa rečem, pelj me na svojo najljubšo traso odteč, kam bi me peljal? Kaka Rogla mogoče, Lavrenška jezera, ki je okoli, je kar fajn, razgiban teren, pa glede na to, tako kot sem rekel, zadnje čase me vedno bolj ta trail vleče proti cestnim tekom, tako da mislim, da bi kar eno Roglo izbral, pa bi šla en fajn krog. Super. Letos sem bil celo na dopustu na Rogli. En dan sem si izbral, ne vem, kaj mi je bilo, da sem tekel iz Zreč na Roglo po cesti. Tega se ne bom več šel, vse je bilo fajn, ampak hecam se. No, potem sem čutil do Lovrenških jezer. A si ti že tekel, recimo, to špuro, ki jo Timotej Bečan, recimo, ful promovira? Te ne, sem pa iz druge strani, iz Lavrenca, pa proti Rogli, tisto pa že. Ta pa je že bila. Mogoče malo boljše je makadam, ni toliko asfalta, malo bolj prijazno za noge. Tako da jaz sem to dal iz sistema, tako da naslednjič se pustim peljati do Lovrenških jezer, pa tam naprej, vem, da tam so fantastične potke. Tudi Pohorje trail, ki teče malo bolj levo, če se ne motim, je tudi fantastičen. No, tako da če drugega ne, ŠDSAO ravno, pa trail, gresta lepo skupaj. Mitja, dajva za konče povedati, ljudje so naj poslušali, zdaj le tuhtajo, kako bi se priključili. Rekel si, Facebook skupina, najbrž spletna stran, kje tebe najdejo, kje te pokontaktirajo, da pridejo potem te obiskati in se priključati? V bistvu najlažje je Facebook, Instagram, tu smo dejavni, ali to moj osebni profil, ali profil društva, kadarkoli, skozi smo pozorni, če kdo kaj napiše, z veseljem odpišemo, se pogovorimo, predlagamo, damo kakšen nasvet, tako da mislim, da Instagram, Facebook sta tista, kjer nas sigurno najdejo, pa se naprej potem dogovorimo. Vsak član je dobrodošel, tudi ti, da se nam kdaj pridružiš, če boš v teh koncih, odtečemo en krog ali po cesti ali pa kje med gozdom, z veseljem. Seveda, pridem pod pogojem, da pol sledi tudi kakšna čaga.
se bo dalo kaj zmeniti. Super, Mitja, hvala ti, da si se javil v tale podcast. Evo, spoštovani, spoštovane, ŠD Sao ravno iz Maribora. Mitja je bil z nami. Lep pozdrav v Maribor, lepe praznike in hvala ti. Hvala. Čau. Ja. Bi brali Tekaško čtivo? Ja, 2 knjigici fantov, ki sta samorastnika in pisca iz svojih življenjskih izkušenj, sem prečital pred kratkim. Prvi je Mitja Duh, zasavec, ki ga je življenje potegnilo v svet drog, iz njega pa se je izvil tako, da je stekel. Tek za življenjem je pretresljiva zgodba avtorjevega boja z pastmi in demoni, ki mu jih je prinesla huda odvisnost od drog, in svojo knjigo, svojim pričevanjem nas popelje v svet, ki ga večina od nas ne pozna, svet, ki marsikoga vzame tudi v objem smrti. Roman z bolečo in iskreno zgodbo, ki je avtorja pognala na novo pot življenja, dokazuje, da je lahko neustrašna volja, neustrašen pogum premagata tudi strah. Da bi živel, se je pognal v tek. Mitja Duh, tek za življenjem. Drugi je pa Gorenjec Mario Ponjevič iz Jesenic, je leta 1997 doživel hudo prometno nesrečo. Že to, da je po prometni nesreči, ki ga je pahnila v komo, močno zarezalo njegovo zranje, sploh kdaj shodil, je bil čudež. To, da danes teče, in ne samo to, da teče maratone in celo hitro, je pa čisti dodatni bonus. S tekom izražam svoje življenje, pravi Mario. O kalvariji, ki jo je prehodil in pretekel, in družini, ki ga je držal nad gladino depresije, je napisal avtobiografijo z naslovom Od kome do maratona, ker opiše tudi vseh svojih 10 maratonov, tudi tistega, ki ga je odtekel pod 3 urami. No in zdaj še v Celje, v knežje mesto, tam tekaško ordinirajo in se zabavajo gamsi celjski. Pridružila se mi je nihče drug kot Saša Stopinšek Golčman. No, za finale te tretje oddaje o tekaških skupinah gremo pa v Celje. Z mano je šefica gamsov celjskih Saša Stopinšek Golčman. Živijo, Saša. Živijo, Marko, živijo. Evo, dobila sva se na večer na solstici zimski. Evo, zdaj se dan začenja daljšati, baje, kar pomeni, da bo ful veliko svetlobe popoldne tudi za laufat. Kar pa vas v Celju pač itak ne ovira, ker itak skozi laufate, ali kako? Ja, eni bolj, eni manj, ne? Čez tele temne mesece so eni tudi zelo vztrajni, ne? Pa z lučkom strašijo okrog, ne? Dokler ne pride kaka zmrzav po tleh, pa malo bolj previden. Drugače pa bolj čez vikend, no? Ko je malo več časa, srečaš gamse tako po cesti, še bolj pa po kakih hosti, no. No ja, govoriva zdaj o gamsih na 2 nogah teh celjskih. Povej mi malo več, no. Mi se že nekaj časa poznamo, ste zanimiva druščina. Kako ste nastali, zakaj ste nastali in kako ste rasli in odraščali skupaj? Ja. Sem mogla malo pobrskati, ko smo izvali na tale pogovor, katero leto se je dejansko pisalo, ko smo mi nastali. Mi smo se nekje zbrali v Adidasovi šoli teka leta 2014. Mislim, da je bila eno leto že prej, ampak večina se nas je pa 2014 pridružila. Se je takrat naredila ena skupina v Celju, ki je pa pol kar nekako se, bi rekel, poštekala. In se potem čez zimo, ko je bilo ljubljanskega maratona konc in za nami in ko smo se vsi sončili v tem, kar smo dosegli, pa odločili, da bomo pa mi po zim nadaljevali, čeprav je Adidas takrat imel šolo zimsko samo v Ljubljani, smo rekli, lej, to nas ne bo ustavilo, pa smo se zbrali, pa smo zasedli eno telovadnico, TVD Partizan. Pa se pa to kar nekako nadaljevali. Tudi potem, ko je, mislim, da je Adidasova šola bila še eno leto naslednje, pa smo bili pa mi že toliko ena trdna skupina, da smo pa kar ostali. Pa smo se dobivali ob istih dnevih, ob istih urah, ob sredah pa ob petkih, pa je to kar ostalo, pa je še danes tako, z udeležbo malo več, pa malo manj. Tako da večino ljudi smo pobrali na ta način. Nekaj se nam jih je pa pol pridružili, ali ker so koga od naših članov poznali,
ali pa so nas videli, kje tam laufati skupaj, pa smo precej tako glasna druščina, pa nas je težko spregledati. No? To lahko potrdim, ja, iz lastnih izkušenj, oboje, kar si na koncu povedala. Zdaj, če čist malo segmentirava, to ste tekači, rekel, od, ne vem, 30 do 100 ali od 15 do 115, ne vem, vseh pripravljenosti tečete pač še vedno v sredah in petkih, oziroma, pardon, sem prav povedal? Ja, si. Tako, ja. Sam še ure moš povedati, pa kje se dobivate, no, da bova to čist lepo zaokrožila, pa seveda najbrž sprejemate tudi še kakšne nove člane. Ja, drugače druščina je res tam nekje od malo čez 20 do mislim, da Janez, naš najstarejši, ima zdaj že čez 65, pa tu okrog. Zelo različnih pripravljenosti, od tega, da za kateri metla v zadnji teče ali pa kolesarje ali pa kakorkoli, do takih občasnih naših gostov, ki so tudi pred Kenijci v prvi vrsti na Ljubljanskem maratonu laufali. Tako da ni, od takih, ki zdržijo 5 kilometrov, do takih, ki pretečejo do Logarske, ali pa okrog Savinjske, po Savinjski poti 100 kilometrov, pa še čez, recimo. Tako da ponovadi sreda, petek, sreda na Kajuhu, na štadionu pri Kajuhu, tam ob 6, oziroma polet pol ob 7, da ni prevroč. Ob petkih pa pri letnem bazenu na parkirišču. Sicer bazen prehitro zaprejo, da bi se mi še pol not vrgli, ampak to vas ne ustavijo, kaj so hotela reči. Savinje pa ne probal, no, tako da. Za enkrat, rečemo temu. Za enkrat. No, zdaj si lepo urisala, kaj počnete. Trail je vroča sestavina vseh tekaških druženj po Sloveniji. Tudi prva verjamem, da žal so eminentno tradicionalno prireditev Celje Rogarska dolina. Ukinali, jaz sem na tej prireditvi uspel 2-krat laufati, škoda, ker jo ni več. No, ampak namesto tega je cel kup novih, dolgih zadevščin čez hribe, kjer ste vi tudi močni, nebrž tudi sodelujete z organizatorji, glede na to, da ste kar znana tekaška skupina tam? Ja, tudi zdajle, recimo na Savinja Trail, smo bili tako med tistimi, ki smo pomagali, pa tistimi, ki smo tekmovali in tistimi, ki so zmagovali na daljši. Naš Edi je sploh specialist za take dolge stvari, pa še koga bi našli. Tako da ja, tudi tam se pol najdemo, no? Da kaj pomagamo ali povečati udeležbo ali pa pri prostovoljskih stvareh, kar je treba pač narediti. No? Drugače, ja, traili so ena taka zgodba, ki se jih vedno več usmerja. Jaz sem malo gledala na začetku, recimo nas je zdaj približno nekje okrog 30, v najboljših časih nas je bilo še malo več. Ko smo se začeli dobivati, smo v bistvu, mislim, da 3 imeli pretečen maraton. Zdaj po moje 3 nimajo. Ampak tako je v bistvu potegnala ta skupina, kakor veš, jaz tudi nisem med najhitrejšimi, upam, da sem mu dala kak motiv, da tudi počasni lahko pridemo okrog. In smo tako kar neki ljudi si je, ne vem, uresničili verjetno kako svojo željo ali pa cilj, da pretečejo eno 42-ko. Ene parim smo pomagali tudi z vašo pomočjo, pa kak Abrahama smo tudi izkoristili recimo za maraton. Tako da zdaj je pa res vedno več ljudi se malo nasitili teh cestnih tekov recimo, in se pol preganjajo po trailih z udeležbo pol na tekmovanjih ali pa tudi ne. Tako da je včasih pol kar težko malo uskladiti neke želje pa treninge recimo, čeprav nismo tako blazno resni, kar se treningov tiče.
No, za enkrat očitno kar lepo funkcionirate kljub vsemu, no? Kar se tam zunaj dogaja, pa kar vabi in tekače, in trelaše, in pohodnike in tako naprej. Najbrž v vseh teh letih ste si izoblikovali tudi nek vendarle koledar na prireditve, kamor pa tradicionalno hodite, ja, in kjer gamsi celjski pač predstavljajo zaželene goste. Imate poleg Ljubljanskega maratona pa ne vem, mogoče Konjic, še kakšno drugo prireditev? Konjice so definitivno pač številka 1. Tako po udeležbi, po vzdušju tudi, no, nam je blizu, se ni treba nekam strašno daleč voziti. Tako da tam nam je vedno fajn. Tudi po moje smo bili smo dvakrat največja skupina. Zdaj so nas pa že malo prehiteli, no, kaki bolj organizirani. Ampak to, drugače pa klasika se je ponovadi začela na Malem kraškem maratonu, pa se pol nadaljevala na Istrskem v Kopru. V Bovški je bil zelo priljubljen. Zdaj pa recimo Ljubljanski tudi, pa mogoče v zadnjih letih malo manj. Zdaj pa Vipava, Soča trail, pri nas Ultra trail Savinja. Celje Logarska smo pa zadnjo ulovili, ko smo bili pa res kar številčni, ko je neusmiljeno padalo z neba, ker so eni na štartu rekli, da pa tudi nosa ne bojo ven pomolili, ne. Pa ene 10 minut pred štartom nehali deževati, ne, tako da so mogli iti vsi ven. Tako da tu nekje, no, Radenci še tudi, pač tista bolj slovenska klasika, bi rekel. Pa v Markovcih smo bili tudi kar ene parkrat, no, pa tudi opazni pa glasni, no. Ja, no, kamorkoli prijeti si večkrat, si opazni in glasni, imate ponavadi klubsko opravo, majčke s kakšnimi zanimivimi slogani, ja, to vas je tudi opaziti. Tudi v tujino, kdaj greste, smo šli večkrat skupaj. Res je. Tako, zdaj moraš mi seveda povedati, počasi se bo tudi tekaška scena doma in v tujini vračati v stara predkoronska morda pota, ne? Zato vsi delamo neke plane za drugo leto prav gotovo. Zdaj ljudje, vem, tekači tam zunaj, posebej tisti, ki so radi kam šli, že pogrešajo ta druženja, tako na domačih kot tujih prireditvah, počasi bodo prišli in zbrali tudi, rekel, pogum, da zadeve niso tako grozne, kot so morda izgledale. No, kam pa gamsi celjski najprej ali pa v naslednjem letu ciljate in se posebej veselite, recimo pa ste si rekli, ok, naslednje leto pa definitivno gremo, ne vem, tja se bomo pripravljali in z tega bomo naredili veliko fešto. Zaenkrat se še nismo. Nobenih nekih takih planov še nismo delali. Začeli so že omenjati, ja, da verjetno pa kraški bo, pa istrski bo, ne, tako da to je bilo ponovadi ta prvi tak impuls, da te je malo vricunal, po domač povedan, da si se obupa spravil ven tudi že tam nekje februarja, no. Tako da nismo še nekih strašnih planov delali. V letošnjem letu je recimo res, kjer smo organizirano, edino bili so bile Konjice. Recimo na Konjiškem maratonu. Sem smo se uspeli spraviti nekako, to je pa tudi to. Kar se organiziranih pa bolj množično udeleženih stvari tiče. No, Konjice so bile res eden redkih maratonov, polmaratonov, ki je v teh koronskih časih uspel previhariti in izvesti vse izvedbe, ker je padel ponovadi tisto obdobje, ko se je pomladanska korona malo umirila, jesenska pa se še ni začela. No, zdaj računajmo, da po 2 letih pa tudi te korone končno konec, no, in da zadihamo sveži in pokoronski zrak, pa se vidimo na tekaških prireditvah, recimo kar deva reči, kar na Malem Kraškem začetek, pa še kje, v Radencih in tako naprej. Definitivno. Tako, evo, Saša, če se znajdem kdaj v Celju, v sredo ali petek popoldne,
in imam slučajno s sabo tekaško opremo, zdaj vem, kje vas najti. Mislim, da tudi poslušalke in gledalci zdaj so si zabeležili, no, ampak vseeno tisti, ki se še oklevajo, ne, še enkrat vas povabim tudi jaz v njihovo sredino, res so nori, všeč vam bodo, mislim, že Saša sama po sebi, že šefica daje vedeti, da boste res se dobro imeli, zagotavljam, da bo res v redu. No, ampak kje vas, tebe karkoli lahko poklikajo, kje najdejo več informacij, kakšne fotke, kje se kaj dogaja in te potem, ko se ujunačijo, skontaktirajo? Ja, drugače nas najdejo tako na Facebooku kot na intranetu, na gamsicelski.si. Res pa je, da mogoče tudi tam malo spimo, ker naš hišni računalničar naredi vse drugo prej, pred Gamsi pridemo na vrsto in moramo malo tole posodobiti. Ampak se pa še vedno najde kaj tam in se nas lahko kontaktira, tako da tukaj zastareli pa nismo. Prva liga, jaz to vse polinkam spodaj. Čisto za konc, pa moraš še povedati, toliko različnih imen bi lahko imeli v Celju, ste pa Gamsi. Zakaj Gamsi? To nam je dala pa čista prva naša trenerka v okviru Adidasove šole, Alja. Nas je tisto prvo leto strašno gonila po hribih, kot da je ljubljanski maraton zelo hribovit, ne, ali pa kot da se za Atene pripravljamo, ne. Pa nas je na vse okoliške hribe smo obdelali, ne, in nas je pol preimenovala v Gamse. To je bilo že kar leta 2014, pol smo pa mi še dodali celjski zraven, Gamsi so pa ostali, no. Tako da, to je to. Tudi ta misterij je razrešen. Evo, Gamsi celjski so bili tole in Saša Celjska z njimi. Draga Saša, hvala za tvoj čas. Bila sva informativna, sva bila zabavna, upam za najne gledalce. Pozdrav Celje, pozdravi Igorja in hvala še enkrat. Bom. Čau, Marko. Lepe praznike. Čau. Enako. Ja. In za konec še malo reklame za društva, kjer delujem. ŠD Maratonc za leto 2022 pripravlja kar nekaj maratonskih avantur po svetu. Če bi torej šli z nami na Cipr, na Dunaju, Berlin, London ali na kako toplo destinacijo v novembru, ta je še skrivnost, dobrodošli. Za več informacij mi pišite, z veseljem predlagam, svetujem, povabim. Nočna desetka, evo, pod taktirko Vitez dobrega teka, ki jim predsedujem, bo na sporedu čez pol leta, točno čez pol leta od Božiča. Akcija že poteka, pogajanja se vrši. Če pa svojega dela dohodnine še niste nikomur namenili, se priporočam, tudi Vitezi bomo hvaležni. Link za donacijo pripenjam spodaj. In še AK ultramaraton Slovenije je pred kratkim imel občni zbor, hudo številčen in še rastemo, ultra je res vroča. Če bi se pridružili zanimivi ultratekaški druščini, dobrodošli. Če lažje pa vas prepričam, če vam predlagam ogled filma, ja, to je film Ekipa, ki ga je posnela ekipa RTV Slovenije pod taktirko Irene Bedrač. Govori pa o bojih in zmagah kar 5 Slovencev na letošnjem Spartatlonu v Grčiji. 26. decembra ob 17:45 na drugem programu TV Slovenija. Ne pozabite, film Ekipa in ta film vam bo dvignil kocine in vas navdušil še kaj več kot samo za nedeljsko tekanje. Evo, če danes še niste tekli, je zdaj še čas, evo, po poslušanju ali po poslušanju te oddaje, lep predbožični trening želim, tek želim, srečen, miren, vesel Božič v krogu najbližjih, ostanite zagreti za življenje. Če bi imeli takole majčko, link za naročilo spodaj, vas bom vesel, sicer pa uživajte, majte se radi, se vidimo še enkrat pred novim letom. Lepe praznike, uživajte. Kot šport se mi je to zdelo zmeraj najbolj neumno. Pa to sem rekel, da je največji sranje tam jača. C kvadrat je A kvadrat plus B kvadrat. Varovalke so še not. Težko mi je pa to lažbo, ne? Da ne trpim sam jaz, ampak vsak od nas.
Lažje reči, kot narediti. Čakaj, prihajamo!